Potekal je dvoboj med domačim Krškim in Goričani, medtem ko so domači še vedno brez zmage v letošnji prvi ligi, pa so gostje kar dobro štartali v letošnjo sezono. Tokrat prva akcija za Goričane, Franciosi je bil pri strelu in takole nekoliko zgrešil domača vrata malenkost mimo leve vratnice vratarja Zalokarja. Poizkus Kramariča iz obrata prek gola v prejšnjem krogu je Kramarič dobro igral proti Olimpiji, tudi dal gol, ampak na koncu vendarle svojo ekipo izgubil. Kot za Goričane, Kavčič je bil v izjemno ugodnem položaju, a tokrat sprožil previsoko. Še ena velika priložnost za nogometaše Gorice, takole po napaki Zalokarja sam pred vrati Osuji, ki je prejel podajo Žigona, a tokrat je meril visoko čez gol. Prvi polčas je končal neodločeno, brez zadetkov 0-0. V drugem delu najprej Žigon, prosti strel in takole je prišla odbita žoga, potem še enkrat do Žigona, ki je sprožil z glavo, stresel prečko, a to je bil tudi prepovedan položaj Žigona, gol v vsakem primeru ne bi veljal. Tole pa je že gol za 1-0, po točno 1 uri igre Martin Kramarič, prednost za Krčane in po lepi kombinaciji zadetek za domače nogometaše. Martin Kramarič je matiral vratarja Gorice in premagal Sorčana za 1-0. Žigon je bil pred vrati in predolgo čakal in morda okleval, na koncu zatresel le zunanji do mreže in ni najbolje streljal proti vratom. Še napad za Severno Primorce, Žigon je bil dobro razpoložen in bil še enkrat nevaren, tokrat je poskušal z leve in na koncu meril mimo vrat domačega vratarja. Potem pa še sodniški podaljšek tekme in priložnost za Krčane, to je bil gol za Krško, ampak dosežen iz nedovoljenega položaja, gol ni veljal in tekma se je končala. Domači so zadeli v drugem polčasu, Martin Kramarič je odločil in popeljal Krčane do prednosti. To prednost so tudi zadržali in Krško je zabeležilo prve 3 točke v letošnji sezoni prve lige. Ja, začeli smo še solidno, potem po nadaljevanju nismo izkoristili tistega, kar se nam je mogoče ponujalo, pa kar smo želeli v sami igri. Tako da je tudi Gorica prišla do nekih šans ali pa situacij, ko bi lahko povedali. Tako da prvi polčas sigurno ni tisto, kar si želimo. Čeprav vseeno smo vsaj nekako solidno odigrali. V polčasu smo vedeli, da bomo mogli pokazati precej več in to smo naredili. Fantje so dali prestavo višje, pokazali kvaliteto, srce, na koncu tudi s pomočjo publike zmagali, tako da čestitke vsem skupaj. Ja, kot ste rekli, mislim, da smo šli v tekmo dobro stali na igrišču, taktično v redu. Imeli smo situacije, ker bi enostavno mogli zabiti gol. Iz dobrih priložnosti v bistvu nismo zadeli, tekma bi se sigurno odvijala potem drugače. Gol je bil naivan, izgubili smo žogo na sredini in tudi potem se je še dalo rešiti, vendar pač po golu potem se je nasprotnik zaprl in nismo našli več prostora za priložnosti. Probali smo malo na silo, na visoke, vendar ni šlo, tako da je bila malo tekma. Bi si zaslužil sigurno kaj več, vendar nikaj. Treba iti naprej, čestitati nasprotniku za zmago.